bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvaležno pozdravljeni. Dejstvo je, da bomo tudi letos uspeli pripraviti delavnico meditacije. O tem, da je meditacija izjemno koristna za človeka, so v naši oddaji govorili različni ljudje, tudi zdravniki, tudi tisti, ki se predvsem ukvarjajo s človeškimi možgani, kaj šele s srcem. Veliko smo zvedeli že o tem, imeli smo tudi ambasadorko HeartMath inštituta tukaj pri nas in meditacija je vsekakor fantastično orodje, predvsem za sodobnega človeka, glede na to, v kakšnem kaosu živimo, pa stresu in vsemu ostalemu. In tečaj meditacije, torej delavnica meditacije, ki jo pripravljamo, je malce drugačna. Vodil jo bo Tadej Pretnar, je pa to delavnica, kjer bomo izvajali in se učili procesno meditacijo, ki se torej razlikuje od klasične, predvsem pa je absolutno bolj prilagojena sodobnemu človeku. Še nekaj zanimivosti in novosti pa bomo izvedeli danes, kaj se bo torej vse izvajalo. Zdravo! Živijo. Me veseli, da si se držal dogovora. Katerega pa? Ja, no, da kaj, da se danes to vse zmenila še, ne? Pa da poveš, ker tole recimo, to krmiljenje s srcem, ko sem gledala te podatke od HeartMatha, sem ugotovila, da je srce res neverjeten, da sprejema 100.000 plus informacij v danem trenutku, medtem ko možgani samo 6 do 8 in kadar se nekaj zlažemo, srce neha zbirati informacije in te pusti brez 100.000 podatkov, oziroma informacij iz okolja in sam še na možgane se lahko zanežeš. In potem ti rečeš, da bomo v procesni meditaciji to krmili torzijsko polje s srcem, pa pol sam rečem, pa to je to. Na ta HeartMath inštitut, ki si ga omenila, pri njih so ugotovili, da polje srca ima obliko torusa. Ja. In to je zdaj za nas blazno zanimivo. Da bom lahko utemeljil, zakaj bi bilo to zanimivo, bi mogel s param besedam iti na teorijo kaosa, ki je ena glavnih teorij, vodilnih teorij stvarstva pravzaprav. Da bo tole malo bolj jasen, moramo malo si pogledati teorijo kaosa, se pravi eno vodilnih teorij stvarstva. Teorija kaosa pravi, da fizikalni zakoni v vesolju veljajo samo v določenih mejah. Se pravi, da delovanje vesolja je drugače kaotično, ampak obstajajo pa neki vzorci naprej znani, ki se nanašajo tako na se pravi, formiranje materialnega sveta, kot tudi na naše usode, recimo. Ampak tudi pri teh usodah ni to dokončno, se pravi, mi lahko preskočimo in gremo ven z teh vzorcev. Zanimalo nas bo, kaj je pa tisto, kje sile formirajo te fraktale. No, to so pa 4 atraktorji. In 4 atraktorji, zanimivo recimo v ezoteriki imamo pa 4 elemente. Te 4 atraktorji so točka, krog, torus in tako imenovani neznani atraktor. In kaj se zdaj dogaja? Gre v bistvu za to, da če mi torzijsko polje krmilimo z lastnim utripom srca, pridemo s tem v stik z globalnim torusom, z vesoljskim torusom in dobimo moč kreacije. Wow, in to se bomo učili? Ja. Evo, dajte si še vi zapisati datume, jaz jih imam že dolgo časa v svojem koledarju. Torej, 10. začnemo, 10., 17., 24., pa še eno potem, torej dodatno vadbeno. Tako da dejansko kar nekajkrat se bomo družili v mesecu maju. Predhodno se morate prijaviti na tečaj procesne meditacije in meditacije Yin Shin Jitsu. Ja. Kaj sem prav povedala? Tam. Jitsu, ja. To je v bistvu, to je ena od teh udarnih stvari, ki jih bomo imeli na procesni meditaciji. Čeprav je zanimivo tle, da pri tej meditaciji pa ne bomo se šli, se pravi, tukaj ne bo poanta v tem, da krmilimo torzijsko polje z lastnim srčnim utripom, ampak tukaj bomo pa vse skupaj se bo dogajalo tako, da bomo aktivirali svetlobo srca.
Tukaj je zelo pomemben to, da te svetlobe ne vizualiziramo, ampak da znamo srce tako aktivirati, da dejansko mi spontano vidimo to svetlobo. Drugače pa, zakaj gre pri tej meditaciji? Tale Jinshin Jitsu je v bistvu ena japonska varianta, torej Japonci so drugače razvijali mudre, kot recimo v hinduizmu. V hinduizmu imajo v glavnem tisti, se pravi, z obema rokama razne prijeme, Japonci so imeli pa to bolj skup, ne. In tale tehnika, gola tehnika, torej kvantna psihologija jo je predelala tako, da je ratala zdaj procesna meditacija. Ta tehnika je stara pravzaprav slabih 120 let. Okoli leta 1900 je bila pač odkrita in tam pred 70 leti jo je Mary Burmeister prinesla v Ameriko, kjer se dost uporablja. Ampak torej, zdaj kvantna psihologija je pa razne novosti tukaj vnesla. Zakaj tukaj gre? Torej, rekli smo, da Japonci mudre delajo tako, da imajo razne prijeme, vedno z obema rokama. Ugotovili so, da če mi primamo recimo posamezen prst, da s tem pridemo v stik z določenimi čustvenimi stanji, z določenimi organi. Recimo, če mi primamo palec, pridemo v stik s čustvenimi stanji, kot so skrbi, recimo, in tega imamo v svoji podzavesti zadost. Pa se ga vam dotikala. Torej, da preko tega prsta mi lahko to procesiramo. Torej, kaj hočem reči? Mi lahko tukaj pri tej procesni meditaciji imamo točno možnost izbrano čustveno stanje procesirati. Če nas recimo dost mučijo strahovi, kaj bomo prijeli? Kazalec. Se pravi, kazalec, tukaj prek kazalca pridemo v stik tudi z ledvicami in mehurji. Zdaj imamo pa še ta štos kitajski, polni pa votli organi. Za polne organe Kitajci pravijo, da shranjujejo čustvene smeti. Votli organi pa mentalne vzorce, ki se na te čustvene smeti nanašajo. In mi imamo tukaj, recimo, tlele sva rekla skrbi in imamo recimo organa želodec in vranica. Vranica je poln, tukaj imamo torej ledvica mehur, tukaj sredinc. Sredinc je povezan z jezo, mi imamo povprečen človek danes ima ogromno zadržane jeze. A veš, ogromno stvari je, ki bi ti rad, pa ne smeš, pa ne moreš, pa tako se pravi. Pravila. In to se ta jetrni yang se narašča in torej skratka vročina jeter. In že samo po sebi, če ti ta prst sredinec primeš, se ta energija že sprošča. Torej, imamo pa zraven, se pravi, jetra, žolčnik. In tle še ena zanimivost, žolčni kamni. Žolčni kamni, pravzaprav, če te klasične razlage poslušaš, ti bojo rekli, to je pa zaradi mastne hrane, pa holesterol, pa kaj pa vem. Kaj pa je res? Ampak to po kitajski razlagi gre pa ravno za to, torej zaradi preveč vročine v jetrih, ki jo konec koncev tudi mastna hrana lahko povzroča, ampak v glavnem pa zadržana čustva, se skušajo jetra znebiti vročine in to delajo prek žolčnika, kjer nastanejo žolčni kamni, ki so na vtip pravzaprav strašno hladni. Se pravi, premalo se izražajo ti ljudje, ko dobijo žolčne kamne. V tem smislu, da so jezni. Veliko zadržane jeze, čeprav kakšen človek lahko deluje, kot da nima tega. Se pravi, se to ne pomeni, da si ti vztepljiv. Pa se je pa čist miren pjep, ne? Ja, ti se pač zadržuješ, ne? Ali se zdaj naš Denis vedel? Ja. No in pol imamo še žalost. Recimo, to je tale prstanec, tukaj imamo pljuča pa debelo črevo, potem pa srce pa tanko črevo. Tukaj pa so pa kakšni občutki krivde, zamere, tudi občutki sramu, skratka povezanje s sprejemanjem samega sebe. Ampak a ni zanimiv, kar rečeš eno pinky swear, a ne? A ne boš? Ja. Ja, okej, v redu. Ampak ne, ta pozdrav je ravno z tem bezincama, ne, kao da si... No pa to še ni vse. Recimo, v hinduizmu pravijo, da imamo mi recimo to šušumno, se pravi ta glavni kanal, kjer so ta središča čakr, potem imamo pa ido pa pingalo. In ida, recimo ta stranski kanal, se konča na levi dlani. Tukaj le, pingala pa na desni. In
Na desni strani, se pravi, ida je povezana tudi s polnimi organi, se pravi, kompletno z našimi čustvenimi smetmi, ta pa torej z vzorci. In mi ne bomo delali torej sam s posameznimi prsti, ampak bomo na koncu tudi pritisnili na to srednjo stran. In takole je, recimo po klasičnem Jin Shin Jitsu je tako, da pravzaprav po par minut vsak prst držiš, ne. Ampak to v bistvu nima ta pravega smisla, če se hočemo mi enega čustva dejansko, ki nas mori, znebiti. Delamo recimo sam na enem čustvu, recimo v eni meditaciji, najprej recimo 10 minut ta prst, potem 10 minut ta prst. In tudi potem, se pravi, spet ni smiselno, da naslednjič gremo pa, v naslednji meditaciji gremo pa en drug prst. Namreč, recimo, če nas mučijo neki strahovi in bi se mi radi strahu znebili, se ta strah manifestira na več različnih področjih. In recimo, če te rata strah odpraviti samo na enem področju, kjer je bil zate najbolj moteč, je ostalo še ogromno strahu v tvojo podzavest vgrajenega in če boš tam zastal, se lahko zgodi, da bo ta vgrajeni strah spet prevladal in tam, ko že nisi imel več težav oziroma nisi imela, se bo spet pojavila. Zato, ko bo se zbudil. Zato je smiselno, da ene 3 tedne delamo z enim čustvom. Ko pa toliko časa delamo, pa ti očistiš že toliko te čustvene navlake, iz podzavesti toliko strahov, da potem že to začne prevladovati. Se pravi, da tista področja, kjer strah še imamo, začne sam odpadati. Divja liga, prav divja liga. In se pravi, v mesecu maju se bomo vse to učili. Jaz se zelo, zelo veselim, ker se mi je zmeraj zdelo, da je v teh naših rokah malo več, kot mi mislimo, kot sam za hrano držati. Roke so strašno pomembno, to energijsko vozlišče in če takole gledaš v raznih kitajskih knjigah taoističnih, imaš kjera točka kaj pomeni, ampak če hočeš pol z logiko pogruntati v bistvu, zakaj je pa to določen organ, pravzaprav ne prideš tega. Ampak, ker pri strahu bi še tole rekel, pogledali si bomo še eno zanimivo tehniko odpravljanja strahu oziroma tehniko brisanja spominov na boleče vzorce, kjer bomo pa uporabljali krmiljanje toržijskega polja s srčnim utripom. In mi bomo poleg tega še dve zanimivi vaji bomo delali to, kjer bomo krmili s srčnim utripom in obakrat bo prisoten en pokazatelj, po katerem bomo vedeli, a mi delamo prav ali ne. Torej, tukaj pri telem strahu, se pravi pri brisanju bolečih spominov, če bomo prav delali, bomo imeli med to meditacijo oziroma, ko bomo krmili toržijsko polje s srčnim utripom, bomo prišli v stanje nekakšne zadetosti. Takrat, ko bomo pa delali na lastni energiji, ko bomo probali krepiti energijo Ying, to je naša primarna energija, ki je shranjena v ledvicih, kad celo večina avtorjev pravi, da se jo ne da ukrepiti, sam se jo da, sploh s temi novimi tehnikami, bo pa pokazatelj, da mi res prav delamo in da si krepimo Ying, to se pravi občutek velike vročine v trebuhu. Ne toplote, vročine. Vročine? Tako. Se pravi, čist direktne pokazatelje imamo, a res delamo prav ali ne. Se pravi, če bomo švicali, pol bomo prav delali? Ni nujno, da švicaš takrat, ne. To se pravi, vročino noter v trebuhu, se pravi, jo začutiš, s tem, da moraš spet, zelo je pomemben, na kakšen način ti toržijsko polje narediš, ne. Da to funkcionira, da prideš do vročine, moraš točno med dvema posebnima točkama toržijsko polje narediti. Imam še eno vprašanje. Človek naj bi se rodil z neko svojo bazično, osnovno, primarno energijo, ki jo potem čez celo življenje dejansko troši. Tako. Ali lahko ti to kaj dodaš, ker bojda, da je to tudi odvisno, v kakšnem stanju sta bila starša, pa v času spočetja, pa vse take zadeve, ne? Ali lahko ti to kaj popraviš, ali je to pač to, drži kot pribito, cel življenje to sam trošiš in pika? To je tako, kot sem že rekel, večina avtorjev pravi, da sem trošimo, ampak predvsej, koliko se ta Ying troši, je odvisen tako ne bom rekel, prej so govorili, oziroma v prejšnji oddaji so govorila o energiji Zemlje. Če si ti povezan z energijo Zemlje, se Ying manj troši. In Ying se tudi manj troši, če ti dobro dela vranica, kajti vranica dela energijo, proizvaja energijo za sprot.
Drugače pa ta jing strašen pomemben, se pravi moč jinga pri spočetju. Z leti, recimo pri ženski, pada jing. Se pravi, je fajn čim prej. Ja, torej, in kako se to kaže? Recimo, Downov sindrom je en pokazatelj. Pri 25 let stari ženski je en primer na 1500 rojstev, pri 45 let starih je pa en primer na 38 rojstev. Ja, to gre, ne? Ampak se pravim, s temi novimi odkritji pa s temi novimi postopki smo pa naredili ene bližnjice, se pravi, pri tistih teorijah, ki pravijo, da se jing da krepiti. Torej, določene taoistične šole pravijo, da se ga da, ampak ne po njihovih metodah. Mislim, oni so tam živeli cel življenje v enem templu, ni imel drugega početi, kot skozi nekaj meditirati, pa tak, in njihove meditacije so strašno zahtevne in niso za sodobnega človeka. Zdaj pa mi, torej s temi novimi odkritji, pa s tem krmiljenjem toržijskega polja s srcem, pa znamo narediti take bližnjice, da lahko tudi mi na svoj način to delamo, pa imamo enake rezultate. In potem, če upoštevamo še ta K-indeks in vse ostale... Smo takoj že ga ven. Pa vse ostale trike, ki jih dejansko poveš in jih boš tudi povedal na vsej tej delavnici. Še tole, se pravi, kadar mi delamo s srcem, delamo svetlobo, ne? Ker veliko se v literaturi to poimenuje, srce pa svetloba, pa to je eno in isto, pa tak. Ja, pri telih tehnikah ne vedno. Takrat, ko gremo mi v toržijsko polje, pa recimo, da ga krmilimo srčnim utripom, to takole naredimo. Drugače, recimo, ena osnovna mudra je tole in prsti pridejo tlele na žilo kucavico. In mi recimo se zavedamo pod prsti srčnega utripa in potegnemo na celo telo. Srčni utrip. Ja, v celem telesu ga čutimo. In tudi ali pa recimo včasih pri enih variantah prej ustvarimo toržijsko polje in pol na tak način ga začnemo krmiliti. Odlično. Zdaj, druga pot je pa tisto, ki si ti rekla svetlobo. To sem pa že rekel, da je treba delati sam, se pravi na način, da nobene svetlobe ti ne vizualiziraš, ampak da aktiviraš srce na tak način, da pride do spontanega videnja svetlobe. Najlepša hvala. Tadej Pretnar v naši družbi in Tadej Pretnar bo tudi tisti, ki bo vodil to delavnico procesne meditacije v mesecu maju. Torej, v Ljubljani predhodno se morate prijaviti, poglejte še kaj dodatnega, še kakšen drug pogovor, zadnjič sva tudi že govorila o tem, na YouTube kanalu imate brezplačen dostop do teh posnetkov, greste pa kakor iz klepetobkavi.si, tam najdete tudi točne datume, vse ostale informacije, če pa nimate dostopa do interneta, pa nič 26200-230, nekaj novega, nekaj svežega, primerno pa torej za vse, za začetnike, za tiste, ki že nekaj počnete, skratka za vse okuse, velikosti in starosti. Gospa pač ni mogla zanositi, tudi ni več toliko mlada več in smo probali in z Bonovo in skupaj z altajsko princeso. Mislim, da je spila 3 stekleničke in potem me kliče pa reče, a veste, zanosila sem.